Jaz sem Mario, to je Jakob pa Madej. Mi smo študenti tretji letnik, smeri IKT. Pri predmetu digitalne komunikacije smo se naučili nekaj zelo zanimljivega in praktičnega. To je SDR ali Software Defined Radio. To je v bistvu radiokomunikacijski sistem, ki se izvaja s pomočjo softverja na osebnem računalniku. S SDR-om lahko oddajate in sprejemate signale. Naprimer, lahko poslušate gasilsko radio, lahko poslušate komunikacijo med letali in tako dalje. Na vajah smo upoštevali HKRF1, to je ena izmed mnogih naprava SDR-a. Na vajah smo naredili FM oddajnik in sprejemnik in pri tem smo prišli do eno zanimljivo idejo, da naredimo univerzalni odpirač. To idejo se je uresničilo, ko je fakulteta odobrila, da si sposodimo en od HKRF-a. Ja, tako kot je Mario povedal, v bistvu na vajah smo delali FM oddajnik, ampak mi smo takoj dobili take malo bolj zanimive ideje, kaj bi s tem lahko počeli. Evo, in tole je bila prva zadeva, ki nam je uspela, se pravi navaden hišan zvonc, brezžičen, da ne rabimo kabla vleči. Tole je daljinc, evo, pozvonimo. Evo, to je to. In zdaj smo mi v bistvu pripravili demonstracijo, kako s tole napravo HKRF, ki jo je že Mario omenil, kako lahko s tole zadevo zdaj ta zvonc pozvonimo. Samo malo. Opa. Kje imaš daljinco od ladice? Ne, ladice ti lauka, to zapri. Ne, daljinco od ladice. Malo tehnične težave, se opravičujemo. Evo, in zdaj, ko tlele pritisnemo v temu programu, v bistvu pošljemo ta isti signal in pozvonimo zvonc. Zdaj, za tale program bomo pol malo več povedali, ampak tako na hitro, da vidite, kako to izgleda. Mi smo tale signal demodulirali v tem programu Universal Radio Hacker, bomo tudi pol malo več povedali o tem. Zdaj, če ga malo odzoomiram, vidite, da se pošilja tale signal. V bistvu vsak takle del se ponovi, zaradi tega, da če sprejemnik ne sprejme v redu, večkrat pošljamo, da bo vsaj enkrat v redu sprejel. Če pa pozoomiramo en takle del, pa vidimo, da se noter v bistvu pošiljajo biti, enke pa nule, ki jih tudi tukaj le vidite. In v bistvu to je nam zdaj uspel oddajati in tako pozvonimo ta zvonc. Evo, zdaj bo pa še Jakob malo o tej ASK demodulaciji povedal. Zdaj to kodo, ki ste jo videli, tiste bitke, je v bistvu precej enostavno dobiti ven, če vemo par stvari. Najprej moramo vedeti, na kateri frekvenciji oddajnik dela in to je v bistvu dosti lahko najdeti, ker poznamo tako imenovan ISM band. To so pasovi različnih frekvenc, na katerih lahko vsak posameznik oddaja. Kar smo mi gledali, je bilo večinoma vse na 433 MHz. Vse te naprave večinoma uporabljajo tudi amplitudno modulacijo. Vidimo, da tam, kjer se misli poslati enka, se v bistvu pošilja en signal zelo visoke frekvence, tam, kjer je nula, pa nič. In v bistvu, če imamo samo en detektor ovojnice, že dobimo tisti zgoren signal, ki ga vidite. Pa še če vemo, koliko je najkrajši bit dolg, v bistvu to lahko takoj zapišemo v zaporedje ničel pa enk.
pa samo to še enkrat pošljemo in sprejemnik zazna in zvonc pol pozvoni. Za software smo uporabljali dva programa. En program je GNU Radio Companion. To je v bistvu en od najpogostejših uporabljenih programi za obdelavo za izvedbe SDR-a. Same aplikacije v tej programi se narejene od bloke, ki obdelavajo signal. Program je namenjeno za obdelava signalov s grafičnim umestnikom. In taj drugi program je Universal Radio Hacker. S tem program smo snemali signal in taj program je zelo uporaben, ker s tem se da lahko demodulirati. Ja, jaz bi še to dodal, da oba programa sta open source in sta narejena tako za Windows kot za Linux. Evo, to je zdaj naša druga demonstracija. V bistvu princip je enaka pri zvoncu, ampak tukaj imamo pač malo več komand. Mi smo posneli 4, v bistvu jih je pa 8, naprej, nazaj, levo, desno, pa še naprej, levo, naprej, desno, pa tako naprej. V bistvu, evo, bom zdaj tale program pokazal. Samo malo. To je v bistvu zdaj ta program GNU Radio, tukaj, upam, da se vidi. Nastavili smo mu vse parametre, katere parametre rabimo, je tole frekvenco, ki smo jo pogledali. Potem parameter modulaciji bi bilo tudi dobro povedati, da je pomembna tudi dolžina bita. Zdaj niso samo string en pa ničel, ampak je tudi, koliko je en bit dolg, je tudi zelo pomemben pri prenašanju. Tako da to. In ja, to pošljemo pol na ta Osmocom Sync, to je pa v bistvu ta HackRF. V bistvu to je program, da grafično lahko obdelujemo signale. Upamo, da bo tole zdaj delalo. Evo, zdaj tukaj, če vidite, bom probal še tale okno malo povečati, smo naredili tukaj zdaj 4 gumbe, gumb nazaj, evo, če tole držimo, bo šlo nazaj, gumb naprej, gre ladica naprej. Tukaj imamo pa še levo pa desno, tako da jo lahko kar lepo že upravljamo. Zdaj lahko bi tudi na tipke pol naredili pa tako, ampak to je samo za demonstracijo, da pokažemo, kaj se da narediti. Tako da je to to. Ja. Zdaj nam pa nekaj dela. Samo da se povežemo spet z internetom, ampak v glavnem naslednja stvar, ki smo se odločili probati, smo si rekli, da bi kaj še bolj zanimivega, pa da bi probali kakšno garažo odpreti. Smo se lotili z mojo, smo sicer mislili, da je to kaj bolj zaščiten, pa kaj zaenkriptiran, ampak smo v bistvu videli, da, kakor boste v posnetku videli, je princip spet isti in smo v bistvu s HackRF-om odprli tudi mojo garažo. Zanimivo je povedati, da imajo vsi naši sosedje tudi isti tip daljince, pa isto garažo, tako da bi se dal tudi kakšno drugo odpreti, če bi imeli tak namen. Takole, tole je daljinc, pa ga ne bomo uporabljali, smo samo na računalniku pognali kodo, se je signal poslal, evo. Pa se je garaža odprla, se pa vidi zraven tudi druge, da so čisto istega tipa. Ta je bila pa naša, no. Tako da. Ja, ta je bila pa naša, evo. Tukaj smo bili vsi veseli, ker nam je tole uspelo. Aha, to je napačen posnetek, pol smo pri enem drugem posnetku smo še pokazali, da se jo da tudi zapreti. Je isti gumb. Ja, no, to je v bistvu to, več ali manj, kar smo mi počeli.
Zdaj pa zanimive možnosti nadaljevanja, ene par, da jih recimo omenimo, ki so nam padli na pamet. Jih je pa zelo veliko, ampak ene par recimo, ki bi jih omenili. Prva je par avtu TPMS, to je Tire Pressure Monitoring Sensor, v bistvu senzor, ki ga imate par avtu, par novejših avtih v gumah, ki pošilja signal, koliko so gume napolnjene in potem na armaturi vidite. In v bistvu je zelo zanimiv, ker to ni nič zaenkriptiran. Tole, kar tukaj gor vidite, sem jaz v bistvu uspel od enega soseda, sploh ne vem od katerega, te podatke dobiti. In bi bilo zanimivo, če bi mi točno ugotovili, kako ta protokol deluje, bi v bistvu mi lahko ene druge podatke pošiljali. Zdaj si pa predstavljate recimo, da mi pošiljamo, da je ena guma prazna. Kaj bi pol za avto naredil? Ne vem, mogoče bi se ustavil sred ceste ali pa sploh ne bi hotel žgati. Tako da bi bilo kar zanimivo videti. Tukaj imamo še tele senzorje za temperaturo, pa za dim. Tukaj bi bilo tudi zanimivo, ker tudi nič zaenkriptiran tale vremenska postaja, tale vremenska postaja je naša, to so tudi naši podatki in smo tudi razmišljali, evo, imamo tale senzor za dim in recimo, če bi mi ugotovili ta protokol, bi lahko poslali, da je v eni sobi zelo veliko dima in ne vem, mogoče bi se pol, bi voda šla iz stropa ali pa kaj tasga. Ja, pa še recimo tele brezžične miške pa tipkovance, verjetno isto mislite, kot pri garažah, to je verjetno zaenkriptirano, ne? Ampak ni lih najboljše implementirano. Ja. Pa še tako, kot garaže podoben, se mogoče da tudi rampe, no. Več ne bomo rekli. Aha, pa še ključi od avtov, ja, v bistvu še to bi povedal. Zdaj, vse te zadeve, s katerimi smo mi operirali, vedno pošiljajo isti signal. Tako v bistvu to zadevo napademo. Ampak zdaj so se strokovnjaki spomnili že nekaj časa nazaj, da je to malo neumen, pa da bi bilo bolj rolling code uporabiti. To pa pomeni, da imate sprejemnik pa oddajnik v bistvu nek algoritem in se vedno pošlje druga koda. Sprejemnik pa vedno ve, kaj pričakovati. Tako da mi tega napada ne moremo na tem uporabiti, ampak se tudi to da v bistvu na nek način ga okrog prinesti, tako da, ko nekdo pritisne gumb na daljincu, mi to posnamemo, pa ta signal malo zmotimo, vemo, kako smo ga zmotili, tako da imamo spet pravoten signal, pa recimo še enkrat hotel pritisniti gumb na daljincu, zato ker prvič ni parjel, pa še enkrat posnamemo ta signal, avto pa pošljemo ta prvega in potem nam druga koda v bistvu ostane še za naprej, tako da toliko na hitro. Evo, to je to, zdaj pa, če so kakšna vprašanja, kar. Dobro, pa kdo iz občinstva, kakšno vprašanje? V redu, če ne pa ne, hvala za vaš prispevek in hvala vam za obisk. En aplavz. Hvala.